Dame in gospodje, dobrodošli v še eni epizodi podcasta Brez dlake na jeziku, kjer je danes z mano, ni ga treba posebej predstavljati, ampak ga bom, da bo tako mora biti. Ne. Človek, ki je, bom rekel, kar konkretno kriv za mojo medijsko pot, ne. Ker mi je, ko sem jaz bil še niko in ništa, ne, in je on bil že takrat velika zvezda, dal možnost, da sem celo, mislim, da 3 ali 4 gostoval v njegovi legendarni oddaji Denijeve zvezde in sem po številu gostovanj premagal celo Wernerja, ne, če je to res, me boš potem popravil. Človek, ki si je zmislil vedeževanje v Sloveniji, človek, ki je to počel že takrat, ko vsi ti današnji še pojma niso imeli, kaj je to. In kar je bilo meni pri njemu najbolj fascinantno je to, da te oddaje, ki jih je imel, to niso bile samo vedeževalske oddaje, on je bil vrhunski voditelj, to se danes pozablja. On, ki je imel goste, se je z njimi vedno zelo dobro pogovarjal, zato sem jaz to oddajo takrat zelo rad gledal. Bil je tudi občasni pevec, seveda medijska zvezda, svoje Denijeve zvezde, mislim, da 1 ali 2 na leto celo obeležil na enih orjaških dogodkih v raznih kazinojih, kjer je prišlo pol Slovenije tja, ne, ker so hoteli vsi zraven biti. Za gostovanje v njegovi oddaji so stali v vrsti in ga prosili, če bi lahko bili gostje. Tako popularna oddaja je to takrat bila. Skratka, dame in gospodje, z mano je, kultni, ikonični, ne, bolj kot kekec, v božjo mater, razumeš, ne, Daniel Schmidt, Deni. Dobrodošel v moj podcast, dragi prijatelj. Hvala lepa za tako lepo najavo, hvala lepa, ker si me povabil. Sem se kaj zmotil? V bistvu ne. Vidiš, ti bi na pogrebu govoril? Ja, lahko. Okay. Sej skoraj že 2 Kdaj bo? Ja, mislim, da približno vem. Sam ti ne bom. Zdaj mi ne umret. Ne, zdaj ti ne bom. Ja, okay. Je pa tako, ja, je bilo kar nekaj teh priložnosti. Sem bil že z Matildo, sem bil že na drugi strani. Skratka, se je dogajalo. O tem bomo še, ja. Všeč mi je, da imaš s seboj svoj ikonični plašč, ne, po katerem te je cela Slovenija seveda poznala, ne, ja. Da si ohranil ta imidž, to mi je strašno všeč. No in Deni, če te vprašam, zdaj gremo direktno v sam srž, ne. Ja. Te Denijeve zvezde. Ja. Zdaj, mlajša generacija, jaz ne vem, če se tega spomne tako dobro, kot se mi, ampak to je bila takrat 20 let skoraj, zapored ali 10 let, ne vem, boš ti povedal, to je bila top shit gledana oddaja, na kanalu A je to takrat bilo, ne? Ja. In daj mi malo povej, no, pa mogoče tudi, če se spominjaš, gostovali so notri ljudje, ki so potem postali orjaške zvezde, pa so bili takrat še mulčki, razumeš, še mladinci, pa tudi že establirani ljudje, tako ali drugače. Malo mi povej te začetke, pa spomine na ta del tvojega neverjetnega življenja. Aha, kako se je to začelo? Ja. Ja. Mene so v bistvu takrat je bila še Jugoslavija in želeli so, Kanal A je bil pa prva komercialna televizija v Jugoslaviji, ki je dobila frekvenco. No in mene so takrat, Deni, a bi ti prišel tole delati na ekran, pa sem rekel ne, jaz imam svojo prakso, jaz na televizijo ne sodim, mene to ne zanima, jaz ne bom šel. Tako je bilo. Pa sem se kakšne pol leta skoraj dogovarjal o teh stvareh, no in pa le enkrat rečem, v redu, pa bom šel, pa se šel probati v Trbovlje. Pridem jaz v Trbovlje, smo probali, ker mene sem zanimali, a bom jaz imel občutek, ali ga ne bom imel. Ker to je bilo najbolj pomembno. Ko mi dva sediva ali pa s komarkoli sem pač v družbi, ta občutek je. Ampak če si pa ti tam nekje v nekem mediju, pa vmes veš kamera, pa to, nisem bil prepričan, ampak okej, je šlo. In sem rekel, ja prav, pa pejmo v to. No in veš, kako je izgledala moja prva oddaja. To nam okoli pozabil. Ja. Marija. Prišel sem kje v prostore na Šmartinsko, kjer je bil Kanal A, prišel gor in potem so me tam, en gospod me je, boste šli v masko, me je namazal, ta drugi me je odpeljal v eno sobco, je rekel, no, ko se bo prižgala pa lučka, greste pa v eter. Okay. In pa vidim, takratni režiser je bil Dušan Hren, on sedi noter za enim takim okenčkom in naenkrat se prižge tista rdeča lučka in on pomaha takole in jaz sem bil v etru. Tako se je začela moja prva televizijska oddaja. In predstavil sem se, povedal sem, kdo sem in kaj počnem, no pa je bil pa žur. Pol je bilo pa tako, da so tiste centrale, ki jih je takratni Telekom imel, pregorevalo, uživo je bilo, ja. To je metalo ven, enostavno, ljudje so res, to je bilo toliko klicov naenkrat,
da je to vse skupaj šlo v maloro. Sicer pisem, veš kaj, jaz sem dobil preko milijon, do milijona smo šteli, pa nismo več, pisem razno raznih. Teh na roko napisanih. Tega je bilo to razmišljeno, to je res. V oddajah, ko smo šli malo statistike gledati, med 60 in 70 tisoč ljudi je bilo, ko sem se z njimi pogovarjal. No, pa so bili pa tukaj še gostje. Mislim, da vse, kar je bilo v tistem času nekako aktualno, pa tudi taki, ki ste potem s časoma postali zelo aktualni, ste še vedno v centru pozornosti. Oddaja je bilo 2282. Na kanalu A prav, 2000? Na kanalu Ahilova 1222. 1202. Koliko časa je na kanalu A trajalo? 15 let. 15 let, vsak teden? Vsak teden, ampak to so bile tedenske oddaje, ena, včasih dve. No, potem smo šli potem pa, ko se je tam pogodba iztekla, malo je bilo tudi kriva politika, sem pač, se pogodba ni več podaljšala, potem sem šel pa takrat na Net TV. A na Net TV? Ja, tam sem bil pomočnik direktorce, tudi te svoje oddajce sem bil tam, tudi kar nekaj intervjujev je bilo. No, pol sem bil nekaj časa na Papriki, tam sem tudi vodil kot programski direktor te stvari. Potem sem bil na InfoTV-ju. Tam smo se midva znova srečala. Ja. Bil takrat v vlogi karizmatičnega voditelja. Veselo je bilo. Pomes je bil še, mislim, da je bila še pa bil je še Koprska televizija, tam sem bil Deni skrivnostni svet, potem so bile te Denove zvezde tudi na televiziji, povsod sem bil. Tako da res sem bil povsod, kar se teh medijev tiče, pa dolgo je trajalo. Če računaš, da tako, da sem se jaz v medijih prvič pojavil v medijih, ne da sem v bistvu z ljudmi komuniciral, ampak prvič v medijih uradno je bilo leto 88. Ja. Ampak Denim, ta oddaja na kanalu A, ko si rekel, kdo vse je gostoval, ne bo zdaj vse mi našteval, ampak kdo so mogoče tisti, na katere si pa danes, ko za nazaj gledaš, pa rečeš, glej, koga sem vse imel, se mogoče spomniš, kakšne take res prelomne, poleg mene seveda, prelomne goste, ko mogoče niti ne verjameš, da si jih takrat dobil, ali imaš mogoče kaj v glavi, koga velja umetno? Veš, kak je bilo, ja vem, Borut Pahor me je tam po Eldoradu je za mano hodil, a mene pa ne boš povabil. Sem rekel, bi bil gost, bil prav v redu, pa sem pa naročil, pa so ga povabili, pa je prišel. No, potem ti si prišel, takrat jaz sem vedel, da si ti velik potencial, ker ti nič ni bilo narodno, nič ti ni bilo težko. Potem velike pa že pokojnih. Najn skupen prijatelj, zelo dober prijatelj, z mano je tudi intervju naredil v Mladini, Max Modic. Max Modic, ja. On je bil res legenda. Pol Brendi, Branko Jovanovič. Pol, ko sem jaz šel že v Cugurunt, je prišel k meni njegov sin, ki je glih takrat začenjal po njegovi smrti, sva imela to, ampak je bilo bolj spletno. Pa je tudi na televizijo je prišel. Vinko Šimek, legenda, nedvomno. Ta je tudi skupni prijatelj najn, veš? Ja, sem opazil gor. Vinko ta sem imel izredno rad, še vedno ga imam in spremljam vse, kar počne. Bil je kar nekajkrat moj gost, veliko zelo takih velikih modrosti je povedal. In ena izmed tistih, ki mi ne bom kol ušla iz razmišljanja, je tista reči nesposobnemu, da je nesposoben, pa boš videl, česa je sposoben. Bravo. To je meni povedal, da si jo je sposodil od prijateljice, tudi pokojne, ne Žišli. Jaz sem izredno bil vesel. Pa tudi tako, v vseh teh desetletjih so se nekako srečevala, on je imel te Marjance, pa je imel te sončke, pa vse živo je bilo, pa lojtarca domačih je bila. Od vsakega bi ti lahko kakšno zgodbo povedal, bilo vas je pa blizu 2000. Si bil na tako razočaran, ne vem, da se je grdo obnašal, da ste se skregala mogoče, da nimaš lepih spominov, lahko je to poveš. Seveda se je to dogajalo, samo ne med oddajo, ne pred kamero, ne za kamero, dogajalo se je to potem zasebno, ampak čisti iz enega tacga normalnega življenjskega vzgiba. Pač so določene stvari, ki ti niso všeč, ali pa drugim niso všeč na tebi, pa se to pač potem na oddaji so pa bili spoštljivi. Na oddaji je bilo vse pristno. Ni bilo nič zrežirano, to je bilo vse, teklo je neposredno.
Ni bilo tako, da bi imeli zdaj napisano vprašanje, bila je tudi zgodba, ja, to so bile pa te politične variante, ko so želeli priti gostovati, pa so bila vprašanja, kaj moramo vprašati, pa sem se jaz tega izognil. Zato sem bil tudi mogoče malo problematičen. Jaz sem bil tako spontan, sem bil podoben tebi. A veš, tisto, kar me zanima, sem vprašal, odgovor na to sem dobil in to je bilo to. Ampak jaz vem, da tvoja oddaja je bila res odskočna deska, ne? To sem prej omenil. Ne? Ljudje so prav želeli so priti not. Ja. Mislim, si se ti zavedal takrat te svoje moči. Glej, bodma zdaj, ljudje lahko karkoli govorijo, karkoli pametujejo, ampak dejstva so tu. Številke so tu, rejtingi so tu. Ne? Ja. In jaz vem, da ko sem se jaz tudi pogovarjal o tem, ko sem jaz bil recimo pri tebi gost, pa mene je minuto, pol daji, so telefoni pregoreli. Ljudje so gledali. Ti si bil pa pred Denjevih zvezdi, šel po cesti, videl sem te na Denje, pa koliko ti Denjeve zvezde gledaš. Ja, pa oni cool, se režimo, je fajn. Pa čakaj, koliko? In sem videl, koliko je to velika oddaja. In meni jasno so politiki tudi seveda prosili pred volitvami še posebej. Ja, radi so me imeli. In to je bil pa pol tudi razlog, ker veš, v medijih je pač tako. Ne smejo te imeti preveč radi. Boljše, da te sovražijo. Ker če te imajo radi, potem tisti, katerih nimajo radi, bodo naredili čisto vse, da te odstranijo stran. In to je bila potem tudi v bistvu ta zgodba. Ne? Mene so stigmatizirali, glede vedeževanja me niso mogli, ker pač občutek je občutek, kar sem rekel, je tako bilo. Tudi naprej najavljeno je bilo, a ne tako. Te letne napovedi v Kaju za Večer, pa potem tudi za te delove revije, ki so bile. Ampak so pa potem naredili tako, da so mene stigmatizirali. To mejne vede, kam je bilo pa sveto, bolj sveto kot ne vem kaj v življenju, pa seveda razvrednotili. Pa kdo je to? Kdo je to? Se veš, ne bom jih imenoval, ker lahko kakšna tožba prileti, ampak rekel bom tako. Se je videlo, kaj je bilo pol, ko mene več ni bilo. In na kakšen način je to šlo. Samo, jaz res, ki si rekel, če sem se zavedal jaz te svoje prepoznavnosti, v bistvu nisem šel za tem. Jaz sem to vzel kot neko delo, ki ga moramo praviti dobro. In odgovornost sem imel do tistih, ki so me spremljali. Velikokrat je bilo tako, da vem tudi, zakaj komercialnim televizijam to ni bilo všeč, ker jaz v končni fazi sem želel, da je navadna telefonska številka v etru. Ne komercialna. Se tega se mogoče malo še celo spomniš, ko sva se srečala tam 2012. Meni te komercialne številke niso šle skupaj in jaz sem rekel, ljudje imajo težave. Dajmo se osredotočiti na to, dajmo probati pomagati, če lahko, brez da oni dajo še tisto, kar nimajo. In dejansko, ampak mi smo vsi padli v en koš, mi smo vsi padli noter v eno godlo, vse nas enačijo na isto in to se ne bo spremenilo. Jaz pa tudi ne grem več na to, da bi, razlagal, se trudil v to smer, ker sem že malo letih. Jaz svoje sem oddelal, v bistvu računaj, skozi 40 let tega, pa to, kar je bilo z ljudmi, komunikacije, pa to je bilo meni vedno lepo, jaz sem to rad počel. Veš kaj, meni je bilo to zanimivo takrat pri tebi in to sem tudi večkrat poudaril, imaš tudi ljudi, ki ne verjamejo pač v te vedeževalske zgodbe, pa ki si neko pogledajte, vzamite si čas, pozabite ali on trofi ali ne, dajmo se delati, da nima to veze, ampak pogledajte, kako on svojim glasom, s tem, kar pove, pa tudi, če bi nakladal, umiri človeka, da se ta po pogovoru z njim počuti bolje. To mi pa več ljudi rekla. To je bilo meni. Tudi, če on bluzi, pustimo zdaj, zdaj to me ta hip ne briga. Ampak on ima takšno lepo komunikacijo, da ko si ti poklical, ko si odložil, zdaj bo pa moj dan lepši, kak mi je Deni fajn povedal. In te vprašam, če bi videl kaj slabega, si to zamolčal ali si povedal, pa koliko je tu blefa, si res te sposobnosti imel, te karte gore dol, ali kak je s tem, da ima tu iskreno razpucati zdaj. Še vedno imam to napako narave, še vedno. Jaz temu pravim napaka narave, da je tvoj občutek malo bolj izrazit. Ampak drugače pa karta je zgolj pripomoček. To ni v bistvu dober. Lahko nekaterim to pokažem, ampak me je bila karta zgolj pripomoček, da je moj občutek ta prav. Drugače pa same karte, pa vsi te pripomočki, ki jih pač ljudje uporabljajo za to stvar,
so zgolj res samo pripomočki, ne pokažete. Jaz imam tudi ta pravo kuglo doma, to še imam, ta je še ostala. Ti si jo imel kristalna, na TV, je ta prava, ampak ta ti pomaga, da ti dobiš boljš feeling, bolj izrazito, padeš not. Ne. Drugače pa ne, veš, jaz sem to kar tako, kar sem čutil, tudi povedal. In verjem mi, v Sloveniji pač tako, da če ta zadeva ne bi bila takšna, kot mora biti, jaz ne bi dolga veka tam zdržal, ne, ker bi me zelo hitro pospravili v kraj. Tako so me iz enega drugega razloga, ampak glede vedeževanja ne, glede mejnih ved zagotovo ne, glede parapsihologije tudi ne, astrolog pa nisem. To bila pametna malo spod. Tvoja prijateljica, žal pokojna. Žal že 13, že več let pokojna. To vem, da te je zelo prizadelo takrat. Jaz leta sem se pobiral. Leta sem se pobiral, ker so oba dva doživela isti, zelo podoben. Tako je en del tvoje vdaje tudi, ali imela posebej? Ne, tvoje vdaje je gostovala. Z mano je bila, skupaj so bila, midva so bila tim. In njo so v bistvu ravno tako, na grd način so jo pospravili v stran. Njej se je zgodila potem seveda huda bolezen in smrt, naenkrat pa jim pa bankrot, ker dejansko je čez noč so mi skenslali vse pogodbe, me odmaknili, zato da so drugi prišli gor. Ja, zelo, če ti samo to delaš, no tega živiš. Ker moj načel je bil pač tako, ne bodo ljudje tisti, ki me bodo financirali, bo pač medij tam. Ampak potem, ko prideš tako delaš, da so drugi celo to sposobni narediti, da grejo plačati mediju, da so lahko noter, to je ena ta varianta. Druga varianta, ko so bila ta socialna omrežja zanimiva, ne sem rekel, no fajn, se tle se pa omakneš, pa lahko delaš to, kar pač znaš za tiste, ki pač jih to zanima intimno. Da kreirajo več 100 lažnih računov in grejo poblokirati tisto tvoje delo tam. Toliko, pa to še ni tako zelo staro, to je še zelo sveža zadeva. Ne vem, mislim, zakaj? Meni to predstavlja samo delo, pa energijo, pa čas. Prihodkov iz tega ni, ampak sem pa rad to delal, zato ker sem čutil, da moram to delati. Ker nekaj časa si bil pa tudi na spletu do internistiko, vem, da si imel. Imam še, dokler ni bilo tam na TikToku vse poblokirano. Vidiš, glej, hočem to reči, ampak ne ljudje tako lepo rečejo za koga, pa kje je ta Deni, pa kje je un, pa kam so šli, pa kako so šli v kurac, ampak pazi, pa kot zgodbo slišiš, zakaj dejansko nekoga več ni, recimo tam, pa ne tudi kakšni pevci, igralci, pa rečeš, ker to se ne ve, ker ti nisi v tem, ti nisi nikoli javno rekel, vrgli so me to, ti si vedno to nekako je šlo mimo, pa noben ni vedel. Niso mi dali možnosti, da to povem. Niso mi dali možnosti. Zdaj jo imaš, ne? Ja, zdaj jo pri tebi pa imam. To bo ostalo za veko veka. Zdaj lahko se nabiješ na kurac, ne? Zdaj duška, ne? Jaz pravim takole, vsak ne tisto svoje dela, za kar je poklican, pa ne kaže s prstom na drugega, ker sam pri sebi lahko marsikaj najde, pa bo sigurno, če ima tisto, kar ima, na kakršnem koli področju, zagotovo lahko nekaj naredi. Ampak ne, če te vprašam glede tega vedeževanja, kdaj si to začutil v sebi, da ti, pa kaj sploh to je pravzaprav? Napaka narave. To prekletstvo, ali kako ne reči? To ni dar, to je prekletstvo. To je prekletstvo, to je napaka narave. Nisem jaz to začutil, to so začutili drugi. Jaz že kot otrok, že takrat so me dajali na stranski tir, da sem čuden, da sem tak, da je ne vse načine. Ampak dejstvo je bilo, da ljudje so, bom tako povedal, da vsi razumeli. Nekdo je hotel vse povedati, vse najlepše, kar je lahko, čeprav ni bilo tako. Jaz sem pa videl, da to, kar on govori, ne drži. In sem rekel, zakaj to takole govoriš, če ni res. A kak si videl, na kak način? Čutil sem, da laže človek. To je bilo to. In tega je bilo ful v mojem lifeu. Zato so me tudi nekateri zelo veliko krat kontaktirali, ker so želeli vedeti, a je ta zgodba, ki se jim odvija, dogaja, a je realna. Predvsem bilo to najbolj aktualno na čustvenem področju, pa čeprav se mogoče to malo obrabljeno sliši, ampak se nekdo zaljubi pač, ne ve, ali ta oseba, ki jo tako neizmerno ljubi, je to... Monika, predvsem, da pogledamo, če si res to, kar mislimo, Deni te bo zgrunto. Ja, to je bila ena izmed takih variant, potem so bile poslovne zadeve, ko niso vedeli, ali so ti ljudje res iskreni, s katerimi so v posle šli, šele pol je bilo, ali bo kaj iz tega. Ampak največ je bilo tega povpraševanja, ali je tukaj res to, je tukaj vredno zaupanja, ali ga ni. In v takih slučajih sem bil nekako vedno tam.
Vse tudi politika, vse so vsa leta, a veš, začelo se je že zelo zgodaj. Jaz sem bil zelo mlad mulc, ko so iz zvezdnega, izvršnega sveta, še takratne Jugoslavije, se pogovarjali z mano. Jaz sem živel na Brdu pri Kranju, v bivši Titovi rezidenci nekaj časa. Do vojne. Po vojni sem pač prišel v Ljubljano, tam se je pa itak začelo vse. Ja. Pa je bil kdo takrat se je že ukvarjal kdo z vedeževanjem pred teboj? A si bil ti prvi televizijski? Veš, kako je bilo pa s tem v Jugoslaviji, je bilo to tako, a ne? Vsaka vera je bila opij za ljudstvo. In tisti, ki smo krščansko vzgojeni, jaz vem, ko sem bil jaz otrok, mi smo skrivaj hodili na Brezjek, na romanje. Mi smo se skrivaj dobivali, nisem imel tega prav preveč na glas govoriti, oziroma če si to na glas povedal, sem imel velike težave. Kristjani smo bili zelo, zelo, zelo preganjani, ko je bilo za moje pojme krščanstvo še takšno, kot si ga delimo nekako lahko želimo ali pa mislimo. Takšno, kot bi moralo biti. Takšno, kot bi moralo biti. Ne, tako da zdaj, ko gredo ljudje k maši, zato, da se tam pokažejo, a veš, da jih ljudje vidijo, a ne. Ne, mi smo šli zato, ker smo si želeli tja, ker smo, a veš, tako čutili in tako je bilo to. In meni je krščanstvo izredno blizu, meni je vera izredno blizu, jaz se zelo zatekam k njej. In tudi z tega naslova me je vedno spremljala Brezjanska Marija, ona je tista, ki tudi takrat, ko je bilo meni najbolj bedno, ko sem bil najbolj na tleh, ko je vse odpovedalo, tudi tisto, kar bi ne smelo odpovedati, ko je vse odpovedalo, takrat sem šel jaz k njej. In mi je pomagala. Mi je pomagala, pa ne samo meni, mnogam. Jaz sem včasih hodil na duhovne vaje na Brezje, še ko sem bil otrok. In marsikdo ne ve, ker pač v samostanu ni bil, ampak jaz sem pa tam not bil. In dol spodaj, ko si šel po hodnikih, dol je bila neizmerna količina zahvalnih slik, vsega tega, ko so ljudje darovali Mariji, ki jim je pomagala v življenju rešiti težavo, ne si bodi zdravstveno, kakršnokoli, ampak tega je bilo ogromno. In jaz sem velikokrat, ko so me ljudje klicali v oddajo, to smo prej vprašali, pa nisem odgovoril, jaz sem čutil, ampak so bile stvari, ki se ne dajo spremeniti. In Andrej Lukašev, ki je bil režiser oddaje, on je vedel, ne, in takrat je vedel, kaj se je zgodilo, ker meni so začele solze teči. Sem začel jokati. In on je takrat kader odmaknil stran, ne, mislim tako, da se je nadaleč videlo to. Ampak jaz sem pač tak človek, ki čuti stvari in jaz čutim vse. In to je bil pri meni cel moj življenje, ta prekletstvo, ki bi bilo bolj, da tega ne bi, če gledam druge ljudi. Ja, ker to te tudi žame, ne? Ja, ne, se ti da energijo po drugi strani. Ja. Te ne, ker to je bilo moje poslanstvo, jaz pač moram to. Si pač bil zato poslan na svet, kaj ne rečem. In zato sem še vedno tukaj, čeprav nisem več vsem na očeh. Ampak to, ko sem te vprašal, če je že bil kakšen pred teboj na televiziji vedeževalec. Ni se smelo govoriti. V Jugoslaviji se o teh stvareh ni smelo govoriti. Tukaj noter je mogla biti tišina, te stvari so bile umaknjene, ampak tako javno ne. Tukaj noter sem bil pa jaz, pa potem Meta, pa so prišli še drugi, pa šla še Maruča, pa bila je tudi, ampak to so bili pa že astrologi, Ema Kurent, Matjaž Regovec, bila je tudi Milka Petrovec Koprivica, to je bilo takrat glih, ko tista gazela padla dol v Kočevski Rogi, ona najdla tam, pa bila je na gospa v Auberju. Ogromno nas je bilo takih, ki smo imeli ta občutek, pa smo bili zaradi tega potem preganjani. Ja. Ampak je bilo pa tudi ogromno šarlatanov, ne? Če gledaš na tem področju, še posebej te 0,9 linije, ki so se pol razpasle, ko gobe po dežju, ne? Pa je to pol vsak imel 5 minut časa počel, je pa malo padla taka temna senca malo na te vedeževalske stvari, neko obdobje. Ne? Notili so se, to je zdaj jasno, naša generacija pač to ve. Tisti, ki smo to delali zato, ker je bilo to naše poslanstvo. Vse ostalo je bil pa bolj poslovni vzgib. Verjetno so prepoznali tukaj noter nišo, pa potem dobro poslovno priložnost, ampak to je podobno, kot da bi zdaj šel nekdo, ki ima, da ima težavo s srcem, pa rab kirurga, k mesarju. To je podobno. Ne? Kaj pa v teh novodobnih
vedeževalskih zvezdah, recimo, ne vem, vedeževalec Blaž, ne? Kaj pa gledaš na te zgodbe, je to v redu, ni v redu, kak je tvoje mnenje? Ker ti si bil vedno bolj kot ne prijazen, eleganten, iskren, spontan, te pa zdaj posega pa ta vidoviti Milan, ko je bil ta Srb, ne? Pa zdaj si dva ta prava. No, razumeš, ne? Te posegajo pa čisto po enem drugem showtimeu, kak je tvoj pogled? Si že odgovoril sam. Ja, Si že odgovoril sam. se pravi, ni to tvoj džir, če rečem temu tako. Teh zadev sem jih videl toliko, da sem videl, kakšne so, drugače pa lej. Ni to. Si že odgovoril. Ok. Deni, to mi še povej, predno bomo šla potem še na marsikaj zanimivega z tvojega življenja. No? Kdaj pa recimo, ko te je kdo poklical, ne? Pa te kaj vprašal, se spomniš mogoče kakšne res take grozne izkušnje, ne vem, da si nekaj videl, pa te je pretreslo, pa da nisi vedel, kako naj poveš, ali ne vem, da si se kdaj zmotil tudi, ne? Da si mimo sekal, kdo bil jezen na tebe. Če sem to namensko naredil. Aha, ker je bilo preveč grozno resnico povedati. Ja. Ker veš, kako je, ko ti enkrat skriješ, prihodnost ta ne obstaja več. Poleg vsega tega so pa tukaj stvari, ki se jih ne da spremeniti in človek, ki ga taka stvar doleti, ki vedejo ne more spremeniti, bo potem do ta zadnjega trenutka živel s tem, kar bi mu bilo pa sicer mogoče prihranjeno. In pa si se raje zlagal, če rečem temu. Ali pa nisem odgovoril. Sem rekel, da ne vem. Kaj pa je v tebi not takrat se dogajalo? Mene je pa bolel. Te pa bolel. Sploh, če je šlo za ljudi, ki so mi bili blizu. In tukaj not na to pač nimaš vpliva. Zato jaz tokrat rečem, napaka narave, prekletstvo. Ja, blagor nevednim. Ok. No, in potem ti zapustiš pač kanal A, in potem jaz od tebi zvem, da ti imaš neke hude zdravstvene težave. Kaj pri milem Bogu se je s tabo zgodilo, ker pa je pa bil nek mrk, ne? Ti si dobesedno si zginil z obličja zemlje za nekaj časa in kriva je bila seveda bolezen. Ne? Ja. Kaj se ti je zgodilo? Kaj hudiča se ti je zgodilo? Diagnoz je bilo zelo veliko. Ja. Ampak jaz pravim, čudno, da jih ni bilo še več. Ja. Glede na to, kako sem jaz v bistvu živel, na kakšen način sem funkcioniral, kaj vse je to za sabo potegnilo, najbolj tista, najbolj nora je bila nedvomno srčni infarkt, 2 v enem dnevu, en za drugemu, ja. Daj mi to povej, Pedro. Ja, flash sem imel, ni bilo kakšnih posebnih znakov, ampak flash sem imel, kap te bo. Da ti je nekaj povedalo? Tako kot običajno pri ljudeh. Pa koliko prej? Ja, približno, veš kako je bilo to, po mojem kakšna ura. Ura prednje je bilo. Zakaj ti ni ta flash en let prej rekel, let imaš čas, da se skuliraš, kap te bo, zakaj eno uro prej? Let prej mi je govoril, boš preživel, ne sekiri se, ne glede na to, pa so ti naredili, šlo bo čez. Ampak to, in je šlo, še zdaj sem kle. Ja. Ampak fora je bila v tem, da sem res čutil, da me bo kap. Mislim, čisto, pa ni bilo znakov. In pa kličem kolega, sem rekel, a bi me zapeljal na urgenco, pa on, a si se udaril, sem rekel, nekam, se hecaš, ne. In me res odpeljajo na urgenco in tam pred vrati me je zadelo in to je bilo veselo, tako mislim. In me vprašal, kaj pa je, infarkt. Takoj so me porihtali, moram reči, imamo izredne specialiste v zdravstvu pri nas v Sloveniji, izredne in res kapa še enkrat dol. In potem me je še zdravnik vprašal, če vem, kaj mi je, sem rekel, vem infarkt. Ja, kako pa veste, ja, pač kaj, nič nisem rekel. Sam ne mi dal nekaj, da me ne obolelo, bože, kakor mora biti. No in potem operacija. Me zrihtajo, profesor dr. Bunc me je imel v obdelavi, zrihtajo, vse je bilo super, me dajo, ampak to kar trajala operacija, me dajo v šok sobo. Jaz v šok sobi ležim, pride zdravnica in reče, če sem v redu, pa sem rekel super, a zdaj me bo pa tako bolelo, pa reče zdravnica, ne, vas ne bo bolelo. Kar odide, pa se vrne, pa mi zmerijo pritisk. 280, 180 in še enkrat operacijsko. Potem me je pa dobil profesor dr. Noč. Tudi to je trajalo, a ne seveda, čez roko ni več šlo, so mogli jeti drugje, so me zrihtali in ko so me zrihtali, prišel flash, zdaj si v redu. In sem bil, kar se tega tiče, res v redu. No, ostale so še druge diagnoze, ampak s tem se pač dnevno soočam, sicer nisem več toliko mlad, ne računaj, jaz sem pri 60 letih, tako da... Ampak veš, razen las, obraz tvoj je ostal takšen, kot te spominjamo, to ti jaz kot ekspert za lepoto rečem. Hvala.
Čeprav, a veš, nimam tega občutka. Sploh prej, a veš, ker je bilo tako, vsak dan tvojega življenja je bil nekje arhiviran na nekem filmu ali pa na neki sliki, v bistvu vse isto. Zdaj pa toliko let že praktično dobro, vsi so še na socialnih omrežjih, kakor pač. Ampak takole masovno pa več ne. In tukaj noter je precej zanimivi. No, ampak ta kap, ko si rekel, ne? Ja. Zdaj si bil nekaj časa na kakšni svetlobi, te kam odneslo. To sem bil pa predtem. Ampak to so bile pa energije čudne. Ja. In sem jim tam, ko so me tubirali, sem jim umrl. Umrl? Mene 15 minut so me uživljali. 15 minut so te uživljali? Pa čeprav so rekli, ne popravljajo, so rekli, da ne bo treba nič popravljati. No pa so, in so me uživeli nazaj. Tako da, imel sem 2 izkušnje, v bistvu, kako je na drugi strani. Z monostranstvom. Ja, tako je. Kak je? Fajn je. Kaj je tam? Belina. Belina? Toplo, prijetno. Ni to dolg cajt? Ne, sam si. Mislim, tvoja energija je sama, takrat se zavedaš bolj energije. In vsa odgovore poznaš, eno vprašanja nimaš, vse ti je jasno. Najbolj zoprno je pol, ko te potegnejo nazaj, ko priješ čez tisto črnino, pa vidiš obrazek, ko te sprašujejo, če se v redu. Ampak drugače pa tam je fajn, zato mene tega ni strah. Ampak preden bomo pa do tja pa šli, to je pa za nekatere lahko kar velik podvig. Zato zdaj trenutno se tudi nekako malo bolj pospešeno ukvarjam s tem, kar se ukvarjam, da sem malo stopil kako rečem temu, ob stran, sem stopil zdaj prijatelju, gospodu Ruparju. No, na to še prideva? No, tako, zato, okay. Ker se zauzemam za take stvari. Ampak, če te to vprašam, recimo, ko si rekel, da si umrl, ti si pol sam sebe dol gledal? Ne, samo nič belo. To nisi videl? Ne, samo belo je, vse je belo okrog tebe. Je pa kaj pa občutek, recimo, ko se, kaj je? Je pa prijeten. Da si umrl že, ali da še nisi? Aj pol? Ti si tam, nimaš tega občutka, da si umrl. Enostavno si v energetskem stanju in ta energija se zaveda tebe, same sebe, skratka, tebi je pa vse jasno. Taka je bila moja izkušnja. Zato jaz predvidevam, ker je bilo to 2-krat, predvidevam, da potem za to svetlobo verjetno pride še nekaj drugega. Ko čist greš, ne? Da tam je pa potem, Bog, pa vse te stvari, ko ne moreš več nazaj. Ker iz te svetlobe še verjetno lahko prideš nazaj, ker vsi, ki smo bili tam, smo prišli nazaj. Pa si čutil, kako te vleče dol nazaj, pol na zemljo? Ne. Samo zagledal sem naenkrat je bilo vse črno in zagledal sem obraze okrog, ki so me spraševali, če sem okej. Glej, film Flatliners, ne vem, če si to gledal, originalni, Julia Roberts, Kiefer Sutherland, so se namerno spravljali v smrt, pa so jih pol oživljali nazaj, da so pa lahko povedali, in eni so videli od demonov, pošasti, zlodnih stvari, lepih stvari, pokojnih prijateljev. Ti praviš, da je bila pa samo bela jaz pa do tam nisem prišel, belina bolj bela kot belo. Jaz pa do tam še nisem prišel. Verjetno so pa vsi pred mano in vsi, ki so že tam. Se pravi, da so pa šli tja in da so doživeli, oziroma da pač nekako, bomo rekla, občutijo, njihova energija občuti to, kar pač tam zadaj je. Misliš, da z te kapi pa temu zdravju sveda je potrovalo to, da so te tako grdo odrezali, da si se sekiral? Niti ne. Ne, jaz se sekiral nisem, bolj so se tistih do mene niso več mogli. Ampak je bilo tako, da zame pa to predstavljalo v bistvu eno vrste sprostitev. Daj mi je to možnost, da doživim še take stvari, ki jih prej v življenju nisem. Naj si bod lepe ali pa grde. Da doživim človeško naravo še nekako malo bolj izrazito. A veš, ko imaš ljudi, ki so kao tvoji prijatelji, no in potem, ko ti bodo taki ljudje, če jih ne poznaš dobro, ko misliš, da so res tvoji prijatelji, pa nimaš z njimi dosti opravka, ponudili pomoč, verjem, da ti jo bodo samo takrat, ko bodo sebe hoteli reševati. No in te stvari noter v tem pogledu sem tudi nekako doživel, izživel, prišel do določenih izkušenj, ker prej sem bil v bistvu res samo občutek jaz ljudje. Zdaj sem bil pa jaz kot oseba in drugi na drugi strani in takrat ti vidiš, kakšni so zares ljudje, kakšna je njihova prava podoba, ne tista narejena podoba, kot je kdo rab. Ne. Pa misliš, da ta kap je bila na nek način v redu, da se je zgodila? Ja, to je bil del narave, to bi je bilo namenjeno. Ravno tako kot ta stigmatizacija, je seveda do tega prišlo. In da bom pač mogel to breme si vzeti in iti.
Ker vem, da si tudi recimo s kilogrami si ogromno njihov. Ja, to je pa bilo. Ker vem, da v Lvovi si bil kot Marlon Brando, razumeš? Jaz sem imel čez 205 kg. 205 kg. Ja. Pa kaj si jedel? Niti ne. Telo samo to. Ti je... Samo pride do tega, res, da sem se zelo, če sem imel navado se včasih z veseljem prenajesti. Ja. Res. Ampak ni bilo to, ker potem, ko so se najbolj kile nabirale, takrat jaz nisem več toliko velik jedel. Zanimivo. Ja, to pride eno tako stanje. Cel človek se obrne, pa sicer veš kaj, vsi znanstveniki pravijo, da v 7 letih se ti tako se celice zamenjajo, pa si potem druga oseba. Okay. In jaz v to verjamem, veš. Kaj pa v reinkarnacijo verjameš? Seveda. Kaj si že prišel kdaj nazaj? Mislim, da ja. Ampak Kaj si bil prej? Kaj si bil? Različna ugibanja so bila. Eden najbolj zanimivih, tistih najbolj znanih, da sem bil dol v Egiptu, da imam dušo od tam. So to bilo po intervjujih. Tega bilo veliko. Faraona, kaj? Nekaj takega. Pa sem bil nek zdravilc, pa sem bil nek vojak. Skratka, vse mogoče stvari so bile, te regresije. Ampak to je bilo po feelingih, veš, to so bili taki delčki, ki ti pridajo, ki ti ne bi smeli. Načeloma rečemo, da če imaš ti reinkarnacijo, imaš potem to zrezano, zbrisano, tako da se to od tam ne ve. Ne? Načeloma naj bi bilo to tako, ampak obstajajo seveda izjeme, tako kot povsod. Ampak da pa če še malo izzovem glede tega vedeževanja, ne? Recimo, da nekomu nekaj poveš, pa pustimo to, da si se moral zlagati namerno, da ga ne bi prizadel, recimo, ampak da si se res zmotil. Obstaja kdaj to? Da nisi videl dovolj dobro in si nekaj bleknil, pa to ni bilo. Ja, če je prišel z neiskreno namero, so bili občutki nejasni. A se pravi, to je pol fora? Ja, to je fora. Moš imeti iskreno namero, če nekaj pač želiš. To je tako, kot si zadaš nek cilj, da ga boš pač dosegel, ampak moraš pri teh stvarih si to želeti. Če si ti zadaš nek cilj, da ga boš dosegel zato, da boš, ne vem, svoje lastne načinjenosti zadovoljil, brez da se zadeve res posvetiš, pa se za njo zavzameš, potem definitivno to ne bo funkcioniralo. Ravno tako je bilo pa tle. Če so prišli mene malo, da so malo malo posmejali, da bodo malo se pozabavali, ne. Potem v takem primeru so dobili točno to. Tisti, ki so pa prišli z resnim pristopom poiskati rešitev, pa vem, da se niso. Glej, zdaj sem jaz se spomnil samega sebe, ne, 2 stvari bom tu izpostavil v zvezi tebe. Zdaj mi je jasno, takrat sem si mislil, pizda mu materna, kaj on to meni rekel, ne. A veš, če si ti spomniš, ko sem jaz po prometni nesreči sem prišel k tebi, pa po razhodu s punco, pa sem še malo šepal pri enem gostovanju, ko sem prišel in sem te vprašal, kaj bo zdaj z mano, in si mi ti rekel, da je ta hujše mimo in da bo vse ok. Pa mi je pa ti umrl. Ampak ti si takrat to meni očitno moral reči. Da bi ti meni takrat rekel, še nekaj groznega te čaka isto, pa jaz bi že takrat umrl. Ne. Očitno si ti takrat to začutil, da se mi mora zlagati, pizdal, kaj ti ne rečem. Ne? Jaz sem bil takrat res upodno. In da bi ti rekel isto, to še ni nič, še hujše pride, jaz bi te užgal, sredo daje, moje pizda. Ne? Ja. Ne moreš ljudem vzeti. Pizda materna. Ne. Že to, ko bo prišlo, takrat, ko pride, je dosti hudo. Ja. Ne rabiš ti že vnaprej. Veš, to sem se spomnil zdaj. Takih primerov je bilo kar nekaj. Pizdarija. Ja. Pa, kar je pa res, si pa takrat rekel, pa tudi nisem čisto točno verjel, pa te razumel, ko si rekel isto, ti boš postal velika zvezda. Rekel, kot ta naklada, ne? In veš, kakšne probleme boš ti isto imel? Da se med različnimi ponudbami ne boš mogel odločiti, toliko jih bo, ali bo televizija, radio, vodenje s neko pizda, kot ta naklada, in ni bilo veliko časa, ni minilo, ko je res prišle neke stvari, pa sem imel problem biti tam, ker posod ne moreš biti s neko. Pa glej ga, pizda, je vedel, kaj govori. In točno to se je zgodilo. Čutil sem te. Točno to se je zgodilo. Veš, jaz, če ljudi čutim, ni noben problem povedati. Ja. Noben problem, res ni noben problem. To tako, kot zjutraj reči dobro jutro, ko je jutro, lej, pri ljudeh, ko čutiš, lej. Ker glej, tako sem rekel že v uvodu, ne, zato te tudi vedno zelo spoštujem in vedno sem o tebi lepo govoril in nikoli nisem tudi te pozabil, tako ali drugače, da si izginil, pa te nisem dobil nikjer. Ne. Tako sem rekel, ti si velik del moje promocije v začetku moje kariere. Denjeve zvezde so meni pomagale tudi pri moji poti, pri prepoznavnosti in to ti bom večno hvaležen.
Ja, hvala lepa. To ti bom več Hvala povedal. lepa, da to slišim, rad to slišim. Moram ti pa še iz svojega stališča povedati. Jaz sem bil pa izredno vesel, da si prišel, da si se odzval mojemu vabilu. Zato, ker jaz sem šel na to, da če je kakšna nova oseba, ki ima potencial, ki ima talent, da je pripravljena z mano se o teh stvarih kaj pogovoriti, ne? Ker se veš, kako je. Če ti hočeš v tem svetu uspeti, moraš imeti neko idejo in s tisto idejo moraš priti ven, ko je že na koncu. Ne na začetku, ker drugače ti jo vzamejo, pokradejo, skratka. Zdaj je pač to tako. Ampak jaz sem bil izredno vesel, da si prišel, da si mi dal to možnost, da se lahko pogovarjal s tem, da sem še takrat pesmico si repal, to zdaj 20 let. Ja, mislim, da sem to v drugem gostovanju, celo tretjem, ali pa ne vem, sem repal. Pa preklinil sem na edini menda na kanalu Avko Vado not in ti si rekel, nima veze, kaj je, točno to, tako. Ti si rekel, le odrepi in nekaj, vem, da sem nekaj preklinil, si rekel, le, gremo, spustil bom to not in gremo. Pa naredili smo, kar smo teda sceno lepo postavili, pa smo video naredili, pa smo kadrčke naredili in tisto je zelo dober izstav. Ja, res je. Sicer, ti imaš je rekla prej moja Monika, rekla, da si bil edini, ko je moja repanje, hvala. Ja, pa če je bilo fajn. Meni je bilo pa všeč. Ja. Ti si bil, pa za tabo so pa šli, je prišel pa še en reper, je bil glavno, pa to bilo pa pol že 2013, Jasko Jasmin mu je bilo ime, zelo dober je on repal. Ma takole mladina leja, veš, pri ta mladih se vidi, kam bo to šlo. Jaz zdaj, ko dnevno srečujem tam med 300 in 1000 mladih ljudi, pa tudi zrelih ljudi, ki pridejo k meni, vidim, v bistvu je fajn ta občutek, ko slišiš, kaj vse ti nekateri povejo, kaj vse se jim dogaja, kaj pričakujejo, kaj si želijo. In tako, zanimivo življenje. Kaj pa te, recimo vsi, ki so bili pri tebi, so se ti kdaj pol zahvalili čez leta, so te malo pozabili, ali ti ni bilo najbolj fair, da so mogoče tisti, ki bi pa tebi mogli pomagati, tako kot si ti njim pomagal, pa taki, ko si vedel, da imajo neko vpliv, pa so te malo... Niso me. Jaz jih čist razumem, kako je bilo. A veš, vse to je že znano iz zgodovine, da so določeni ljudje določene zatajili zaradi strahu. Ampak tle je bil strah upravičen. Ker jaz sem videl, kako je bilo, ta stigma je bila izredno močna, bali so se, ker če bi oni takrat za mene zastavili svoj hrbet, bi bili sami v nemilosti. In zato sem jaz razumel to. Jaz nisem nikomur tega učitelj, niti tega nisem pričakoval. Jaz sem rekel, to je pač moje breme, samo mogo iti čez to. Če mi je pač guno gor tisto, kar me vodi, namenilo to tako, bo pač to tako šlo. In tako je šlo. In nikoli nisem pričakoval. So pa bili, moram pa reči, to pa moram povedati, nekateri ste pa bili, ki me niste prepustili. In ker me niste prepustili, sem jaz še vedno tukaj. Ker jaz sem s tabo naredil, mislim, da takrat za direkt en intervju, če se jaz ne motim, smo videli, to ni, če ti tega spomniš. Ko je bil še direkt po požarju, vem, da sem jaz takrat imel te rubriko in videl sem s tabo takrat naredil intervju, tudi nek tak ekskluziven, da tudi nisi rad dajal teh intervjujev, pa smo takrat tudi malo se tega dotaknila, to se je spomnim, veš, da bi nekje mogel v nekem arhivu imeti. No pa to te vprašam, ko smo že bila prej pri repu, veš, kjer je repar te omeni noter v svoje besedilo? Vem, sem je prišel pol upravičiti. Čekur? Ja. Feged Deni na svet ti bo dal, kar pomeni peder Deni na svet ti bo dal. In jaz sem mu rekel, ki je prišel, sem rekel, pa Boštjan, kako pa to, je rekel, sem je bilo pol žal, ne pa to, ampak je bilo fajn, in sem je pa potem drugače revanžiral, je pa potem, mislim, da moja punca ali nekaj tacga, še en komad, ki ga on ima. Ja, ta z Plestenjakom, remix Lolite, tam noter te pa lepo omeni. Pa Denjeve zvezde reče. Jaz nisem tega zameril, ker veš kaj, ljudje imajo svoje mnenje. Vsak ima svoje mnenje že izoblikovano. Jaz ga jim sigurno ne bom spreminjal, niti ne bom vodil v smer, da bi ga lahko spremenili, ne ga imajo takšnega, kot imajo, ker tako je najboljše, kot ga imajo. No pa kak si pa takrat mogoče res na te stvari, okoli tega gejevstva, gor dol? Tu so te tudi skozi neki so te. Ravno prej na začetku sem omenil najnega prijatelja Maksa Modica. On je naredil z mano zelo en tak res kultni intervju za mladino. Jaz sem se pač, ne da sem se ampak jaz sem aseksualen. Ti sploh ne seksaš? Ne.
Pa, kako? No, na to še Zato, pride. ker rabiš Tako je, energijo, da lahko se z drugimi ukvarjaš. Ampak- Vezdo, mater. Ne, zakaj pa bi? Nisem Ja. narejen jaz za reprodukcijo. Nikoli drugim, ne, Pa se nisem praviš narejen. reprodukcije. A misliš za sproščanje? Ja. Za sproščanje imam pa rad jaz v bistvu tako, da grem ven, da sem v vodi, Pezda. da vidim naravo. Ja, zato Da te je pa čutim kap. kakšno lepo energijo. Zato te je pa zdaj kap. Ne, kap me je pa zaradi drugih stvari. Aha. Ampak fora je v tem, da Ja. mene, lej, jaz sem pač to, kar sem. In mene stvari, ki me ne ganejo, če nimajo veze z mano. Ja. Ja. Ker tu so te skozi neki, so te s Vedno tem so me, jebali. Ne? ker šlogarijo me niso mogli. Ja. So me provali, pa na drug način. Ja. No, na koncu me pa seveda zrihtala. Ja, Sej ja. so me, Ja. se vidiš, da so me. Ja. Ampak ko si rekel aseksualen, da si, Ja. kaj to pomeni? Kaj? Da sploh nikoli nisi Nimaš vzburjenja, občasno nimaš- si meni seksa. Seveda sem vse probal, ampak vse sem probal, vse sem Vse, probal. kaj to vse? Ne bova na dolgo pa na široko, Ja. ampak ti rečem, probal sem vse, vse mi je jasno. Ja. In kaj je bilo najboljše? Aseksualnost. Pa pizdo materno. Ja, to je to. Pa kako to misliš? Ja, enostavno. Pa, mislim, da prav želje, pa nisi. Ni želje, ni vzburjanja, celibat. A veš, Celibat. Pa koliko let že pizdo? Umar je dolgo. Pa Zelo dolgo. Pa niti z mano ne bi šel. v Ne, kakšno- z nikom. Niti z mano. Ne, s tabo na kavo, ja. Več pa ne. Ne. Da sem pa razočaral. malo, ne. Zakaj? Ja, jaz mislim, da boš rekel ja. Ne želj si hudiča. Da si dobro rekel zdaj, veš. Ne želj si Ok, vzamem nazaj. Ne, Dobro. vzamem nazaj. Nekaj glej, je pa nekaj moraš pa vedeti. Pri energijah je zelo pomembna ena stvar. Ja. Če najdeš usodno, če najdeš sorodno, je lahko velika štala. Zaradi tega, ker se to potem združi in takrat potem ne začne- obstaja več dvojni način razmišljanja. Se začne zemlja v Samo drugo eno. smer vrteti. Ja, ja. Ampak veš, ne hočeš, zato sem omenil te stvari, ker ne vem, ti verjetno si to vedel, ali nisi vedel, ko si bil mlad pepše, Ja. si bil tudi puncem, si bil ti zelo všeč, ti to Vem, veš. če sem še zdaj. Ti si Pa tudi meni so še vedno. zelo simpatičen. Pa enkrat seveda si mi rekel, da ti pri ženskah, da so ti prsi všeč. Vedno. To si mi pa enkrat rekel. Seveda, To si mi pa enkrat to je rekel. življenje. Ja, bravo. Sam to si me zdaj presenetil s tem celibatom. Ja, to je pa stara Si stvar. me Poglej šokiral. si, to Ja, sem pa še ulica imela v Ja, pa mladini. veš, da je bilo to že, zdaj pa so Ja. leta minila. Ja, se glede, zato sem zdaj še bolj prepričan v to, kar je. No, ker Leni Krevic, ne, veliki Ja. jebač, je Ja. tudi par let je rekel, da je celibat mu pomagal pri marsičem. To je on Seveda, izjel, pa je to Leni Krevic, pazi. Ne? Seveda, ker jaz sem o tem ogromno Ja. govoril. Veliko smo imeli Neverjetno. teh seminarjev, pa to in sem razlagal o teh energijah. Neverjetno. Ker energije, lej, vse ti lahko imaš, samo energija je lahko problem. In če ti energije nimaš, oziroma da se preveč strošiš, Ja. ker energija je pač neuničljiva, sam jo imaš ali jo pa nimaš. In spolna je najmočnejša, ker je reproduktivna. Ja. In če ti to kar tja en dan mečeš stran, ne, Ja, no, pa ne mislim tja v en dan, da Ja, bi zato, da se občasno, zadovoljiš da na bi nek občasno način. to delo, ne kar naprej. Ne. Enkrat na mesec, pizda. Ne. Ne. Porka Madonna. Ja, kaj pa čist fiziološko, da te kaj boleti začne, pizda? Ne. Tudi ne. Ne. Pizdi, res neverjetno. Ja, pa nisem jaz samo ta. No, vem, da Vprašaj nisi. menihe, vprašaj duhovnike, Ja, saj so v istem zosu. Istim zosom. Ampak to je to, jaz sem se tukaj najdel, meni to Okej. leži in to je to. Ok, In sem bil ok. takrat, v bistvu na začetku, vem, da sem bil prvi kot deklariran Slovenc javno kot Ja. aseksualec. Ja, Ne? porka Madonna. Se zdaj imaš teh nazivov že ogromno različnih, tudi. Pa imaš neke metero, pa imaš neke takele, pa imaš vse žive opcije. Ja. Ampak ti si bolj ekspert za ta seksualni seveda, svet, seveda, ti seveda. to bolj poznaš. Ja, Jaz seveda. ti lahko samo povem iz svoje roke, kaj meni leži, kje sem, Ja, kje si se našel. sem, ja. Porka Madonna. In to ne bo več drugače, jaz sem 60 let skoraj, jaz sem, a veš, ti si zdaj na svojem začetku, No, da zdaj greš greš not, ja. jaz sem pa zdaj na svojem si- koncu. Porka Madonna. Ja. Ti je pa kaj pa zaljubljen, pa si bil kaj zaljubljen? O, to pa sem bil, ljubezen je pa hudič. Kak je pa s tem? Težko boli. Si imel nesrečne ljubezni. Mahlej, če bi bile srečne, pa bi bil verjetno Seksualen. Ne, seksualen, neaseksualen ali pa mogoče v zvezi, brez spolnosti. Ker Ja. v bistvu imaš pare, ki so skupaj zaradi energije, ampak nimajo pa spolne povezave. Imaš in tega je kar veliko. Ja. Pa, zakaj pa misliš, da nisi najdel ne vem, neke sreče v ljubezni? Zakaj ne? Zaradi, veš, tukaj not je pa lahko zelo veliko različnih dejavnikov. Lahko zelo veliko. Vse tisti, ki smo se poznali, veste, kaj mislim. Pa zdaj, misliš, se lahko še zaljubiš, kaj je zdaj? Na Tak način, kot so se pri 20, Ja, ne. mislim, da ne. Da ti je pa nekdo blizu, to pa verjamem, ja.
pa da ti je neka energija lahko blizu, v to tudi verjamem. Ampak to se da takoj razčleniti, to se da takoj uštimati. Pač se usede za sebo dol, poveš, tralalala, vse, ampak tisto sicer ne, ampak vse ostalo pa lej. Ja. Pa ti je pomembno, ali bi se zaljubil, ne vem, v moškega ali v žensko? Je to pomembno ali v osebo? Energija je brezspolna. Bravo. Tukaj noter ne gre za to, da bi zdaj mogla biti pa totalna femina, totalna ženska ali pa totalni moški, ampak energija, ki jo ta oseba oddaja, pa ne glede na to, kakšnega spola je. Ja, bravo. Lej, ne bom ti ugovarjal. Si me prepričal. Okay. Ne, zdaj pa, mogoče, če še skočiva, bomo še marsikaj počvekali, ampak če skočiva zdaj na to čist aktualno stvar, da jo ne pozabiva, ne? Kje si zdaj ti pri milem Bogu najdel politiko, da si se zdaj pa v to podal? Si že kaj to prej delal? Ker ravno politika te je jebala nekoč, ne? Zdaj pa kaj, si šel pa ti v to? Daj mi pojasni ta misterij zdaj, ne? Politika pa jaz, veš, kako pa s tem. Jaz nikoli se nisem javno opredeljeval. No, vse to. Nikoli, vsi so bili pri meni, ko sem bil v medijih. Moš imeti za vse odprta vrata. In sem jih pač imel. Dobro, kakšnih nisem povabil, pa je bil potem problem. Janša si povabil kdaj? Z Janšo smo bili v redu, seveda. Mislim, je bil gost? Ne, gost pa ni bil. Ampak sem ga spremljal, tudi v te stvari, ko so bile takrat sem bil na televiziji, ko so mu naredili tisto, kar so mu, pa sem tudi komentiral javno te stvari. Drugač pa lej, tako ti bom rekel, jaz v politiki veliko stvari sem vedel, veliko še zdaj vem, bil sem nekako prisoten, ampak lahko rečem, da sem bil dečko iz tam od zadaj. Nisem bil dečko za tam od spredaj, razen kar so prišli meni vodajo povedati, kar so mogli povedati, pa še želeli povedati. Drugač pa jaz res nisem se opredeljeval, pa tudi v bistvu nisem imel ne želje, ne potrebe potem. Je bilo pa zdaj, kako sem zdaj v tem prstal. Ja, no to mi zdaj povej. Pa to neko šmrlje tudi v tej zgodbi sem videl. Naš poddizajn, zdaj smo tudi podcast pred časom, on je tudi v tej zgodbi. Ja, tudi je. Hvala Bogu, da se je odzval. Ker mene je Pavel poklical enega lepega večera in rekel, veš, kaj sem razmišljal, a bi ti za mene kandidiral v Ljubljani. Če jaz rečem, a si ti zihar? Je rekel, ja. Sem rekel, glede na to, da vem, zakaj se zauzemaš, glede na to, da so meni vse te stvari, za katere se ti zauzemaš, izredno blizu, ker sem jih skozi življenje podoživljal preko drugih ljudi, ker točno vem, kako je, ko upokojenci praktično s tistim, kar dobijo, ne govorim o vseh, govorim pa o večini, da pobirajo, da nimajo drobižek ven iz parkomatov, iz avtomatov za kavo, da nimajo za hrano, da brskajo po smeteh. Jaz to vidim, vsak dan jaz to vidim, sem med ljudmi. In treba bi bilo nekaj narediti za te ljudi. Treba bi bilo poskrbeti, da imajo vsaj starost, cel življenje so garali, vse so od sebe dali. Da imajo vsaj tisti čas, ki ga še imajo pred sabo, dostojno življenje, vse kolikor toliko. Sej ne bojo mogli imeti ne vem kako, ampak vsaj tisto nekaj, da imajo. In ko men to rekel, se je rekel, da resno misli, sem rekel, zauzemaš se za stvari, ki so meni blizu, absolutno ja. Ti samo povej, kaj želiš in jaz bom to naredil. In res, in sem prišel na sedež stranke, sem postal član stranke, me je predlagal oziroma povabil, da ne bi bil kandidat, sem rekel, seveda, sem sprejel tudi to. In kar se mene tiče, ljudje sicer javno, jaz vem, da ne bojo, ne vem koliko se za mene zauzemali zaradi tega, ker se bojijo drugih. Ampak vem pa, kaj je potem, ko pride do mene osebno. In meni je čisto zadosti, da vedo, da se še vedno tukaj, da sem se še vedno pripravljen zauzemati za njih, ne denimo prek mejnih ved, ampak denimo preko zakonov, ker če nam bojo dali možnost, da bomo mi prišli kje, da bomo opozorili, kaj treba popraviti, pa tisto popravili, saj ne bo to šlo čez noč. Ampak bo pa v določenih segmentih, v določenem času, ker tisti, ki so zdaj upokojenci, točno lahko povedo, kakšno je njihovo življenje. Govorimo o večini in takšno življenje čaka njihove otroke. In takšno življenje čaka potem otroke teh otrok. Vsi, če bojo imeli srečo, ali pa če bomo imeli srečo, jaz tudi sem upokojil, pa bom povedal, zakaj. Bomo enkrat do penziona prišli, ampak
če si ti sam, pa si podnajemnik, s tistimi par fičanki ne boš mogel preživeti. Zato pa pravim, gledam ljudi, ki brskajo za drobižem. Gledam ljudi, ki so lačni. Veš, to pa, glede na to, da imamo državco tako lepo pošlihtano navzven, mislim, da bi bilo pa lahko še za državljane malo bolj prijetno, kakor je. Ampak, če smem te izzvati, no, ampak veš pa, da drugače Pavla, mnogi ne marajo, mu učite, to je nono, kaj pa na to gledaš? To je prava stranka. K njega bi morda jaz pazil, mi priporoči ga, mogoče ga povabi malo pred volitvami, da ne bo mujičko, bo mašna na polno. Če bo za, mogoče pa pride, mu boš ti rekel. Pavel, če naj ogleda, sigurno naj bo videl, če je le opcija, prid pa povej. Pavel se ni nikoli skrival. Jaz ga poznam, vidva se že 42 let poznala. Je bil župan, Tržiča. Je bil župan Tržiški, je bil poslanec, on je bil res človek, ki se je zavzemal za ljudi. Zdaj, prepesali so mu marsikaj. No, o tem bi mi lahko seveda fajn razpravljali. Ampak oba dva stva bila stigmatizirana. Jaz na svojem področju, on pa na tem področju. In tukaj noter, zakaj? On točno ve, kam je treba pogledati. Zakaj so se njegove objave šeram? Ja, zato, da bo kdo to videl. On točno ve, kaj mora pogledati, točno ve, kaj mora napisati, kje so problemčki, zakaj so problemčki tam. On ima kilometrino, je že upokojenec, ampak še vedno mu je mar za ljudi. To je mene prepričalo, zato sem šel jaz njemu. Tako, in bom tudi ustrajal tam, ne glede na vse. A veš, meni je jasen, kaj bo. Ampak kljub temu, in sem si vse povedal. Si šel. Sem šel in sem tle. Pa misliš, da boš poslanec? Imaš plan? Jaz bom to, kar se bodo ljudje odločili. Ne vidiš naprej, vso. Seveda vidim, ampak kljub temu. In ti rečem, tukaj sva končala. Samo nekaj ti bom pa še rekel. Jaz sem poslanec od ljudi že cel življenje. To drži, In tak bom še naprej. Zdaj pa, če bom pa imel možnost, od ljudi odvisno, če bom pa imel možnost, da pa lahko še tam nekaj opozorim, pa brez skrbi, da bom. Se so me stigmatizirali ravno zaradi tega, ker sem preveč povedal, ker sem povedal tako, kot je. To je bil problem. In če ti pa dajo ljudje možnost, ker vi imate možnost, da kaj naredite, še pa več povedal, bom pa še več povedal. Prej sem sam politikom svetoval, zdaj pa še vam, če bo treba, ampak naredil kaj za to. Če te gledam, ti bi bil dober politik, veš? Ti verjemi mi, da bi bil, to sem razmišljal zdaj, ko se pogovarjamo, da bi ti dejansko bil dober politik, retorik si dober, to moramo vedeti. Retorik si dober, pa tudi znaš prepričati ljudi, pa verjetno bi se tudi res zavzel za neke stvari, ne bi samo blefiral. Sam dejstva govorim. Mogoče moraš pa parlament priti, pa red narediti. Ja, želel sem si biti duhovnik, to je bila moja želja. Pa smo spet tam, pa smo spet pred celibato. Tako je. Pa kaj imaš s temi duhovniki pisati? Zakaj? Koliko si lahko mlad fant to želi? Ob toliko izkušnjavah, ki so okrog njega. Čigav klic od Marije? Bova rekla, dobiš klic. Pezda materno. Pa nisi šel za duhovnika? Nisem mogel. Zakaj? Zato, ker sem bil mladoleten in nisem odločil o tem. Ampak pustva to. Pa zdaj si še lahko zdaj duhovnik? Seveda, še vedno. Ampak tlele pri nas je ta stigma tako močna, da v bistvu hočejo ljudje, ki v bistvu Svetega pisma niti ne poznajo, ki ne poznajo zgodovine, vere, govorijo take nesmisle. Ampak jaz tim ne bom govoril tega. Sveto pismo vzemite, preberite ga, pa boste videli. Da mi to reči, v česa pa zdaj pravzaprav živiš? Kaj delaš? Službo hodim. Kjero službo? Zdaj sem pa prodajalec. Prodajalec? Česa? Ja. Upam, da ne megle, pizda. Tudi mogoče. Tudi mogoče, kdaj. Tudi mogoče. Veš, včasih sem bil, se veš, jaz sem imel mnogo številne rubrike po časopisih. Ja, drži. Bil sem povsod not. Drži. No, zdaj pa skrbim za te časopise. A si v kiosku? V kiosku sem. Pri 3.2, v kiosku 3.2 me najdejo, sem tam v bistvu prodajalec, poslovodja. Trenutno sem tam zaposlen in skrbim. Med 300 in 1000 jih vsak dan pride k meni, pa kakšno rečemo, poskrbim seveda za ta mlade, tudi za zrele, tisto, kar pač rabijo, kar imajo najrajš. Tlej seveda ne smem tega omeniti, ampak lahko rečem tako, časopisi pa vse tisto, kar 3.2 ponuja, se dobi pri meni, za Bežigradom, tako, in jaz se zelo rad tam. Pa kaj ti reče ljudje, ko te vidijo?
Veseli so, klepetamo. Zdaj je trenutno, ko so zvedeli, da sem se odzval na Pavlovo povabilo, upokojenci, ki pridejo k meni, mi razlagajo, kaj bi bilo treba popraviti, kaj jih najbolj moti, kje je največji problem. Pa pol te stigme, pa začnemo mi malo teh stigma gor, pa da ne boš mislil. Takšno prepričanje, kot je, velja samo na socialnih omrežjih, ker je to z namenom dano gor in ni zbrisano dol, pa nekaj ostane gor, da se bo videlo, kaj se mi je dogajalo. Ljudje pa vedo, kaj je res, a veš? Ker tisti nekateri, ki so to spremljali, točno vedo, kaj je bilo in vedo, kaj se mi je dogajalo in vedo, zakaj se mi je dogajalo in jaz ne rabim tukaj nobenemu nič razlagati. Je pa dejstvo, da so te razmišljanja popolnoma drugačne od tistega, kar se na spletu vidi. Tako da ljudje niso neumni in jaz sem velikokrat rekel, podcenjevanje je lahko zelo precenjeno. Te vabijo še kdaj na kakšne družabne dogodke? Ja, ali se ne odzoveš, ali te ne vabijo več? Ne grem. Ne grem, ne grem. A veš kaj? Ko ti enkrat prideš do tiste točke, ko veš, kje si in kaj ter koliko je še pred tabo, potem daješ prioriteto tistim stvarem, ki so zate res dejansko prioriteta. Tokrat pač puščam druge malo na svojem. Pač grem na prioriteto tistega, kar je meni blizu. A veš, pa sem bil nekaj časa tudi v gradbeni trgovini, sem se ukvarjal z gradbenim materialom, spoznal vse materiale, lepo pozdravljam vse gradbenike. Zdaj sem pač prišel semle, sem pod okriljem 3-2 tamle v službi. Vmes se še malo sem pa tja k tem mojim mejnim vedam vrnem. To ne delaš več tako pogosto zdaj te vedeževalske stvari, ne? Si malo opustil? Ne, pustim pri miru. Zaradi tega, ker tako je, če nekomu namenjeno, da bo prišel stik z mano, me bo najdel. Če mu pa ni, potem ne pa raš ne išče. Pa bi zdaj sprejel kakšno ponudbo, ne vem, za kakšno TV vdajo, recimo? Ali? Ne bi. Prav, ne, pa imaš kaj tega še? Bilo je še govora o tem, ampak mene to ne zanima več. Ne, res me ne. Ker bilo je 2282 samo televizijskih živih oddaj. To govorijo samo televizijskih. Kje so tle še radijske? Kje so tle še časopisne rubrike? Kje so tle še spletne zadeve? Saj jaz sem tudi malo šel izven teh okvirov, takrat, ko sem bil gor v Švici, na tem festivalu Zlata roža, Rozor. Tam so mi kar dali funkcijo, bil sem v žiriji, pa to ne enkrat. Potem sem te posebne reportaže delal od tam, ki je bil cel svet tam, se veš, TV Entertainment in vse, kar zraven spada. To me je takrat zanimalo, kako ta zadeva funkcionira. Ko sem pa prišel do tega, da sem spoznal, kako to funkcionira, pa mislim, da zdaj zadost vem, da se ne rabim več s tem ukvarjati. Če potegnemo črto malo to medijsko, dejansko se ti je malo zameril ta medijski svet. Kako gledaš na njega danes? Sam medijski svet niti ne, ampak tisti, ki odločajo o njem, tisti so problem. Zakaj? Veš kako? Da ti denimo nekoga, ki ga imajo ljudje radi, daš stran za to, ker ti je pač nekdo mogoče nekaj omogočil in mu s tem daš priložnost. In tudi naprimer tako, da če te imajo ljudje radi, pa te spremljajo ali pa te gledajo, denimo, ali pa komentirajo, ali pa ne vem, govorijo o tem, o nekaterih drugih pa ne. In ti ljudje potem, ki bi radi bili tako, kot si ti, pa čeprav je to samo služba, si pač to delal tako. In se to me je tudi stalo, zato nisem v penzionu. Računaj, jaz sem bil v službi že leta 1983 v tovarni. In ko se je pa tale medijski cirkus začel, v medijih nas niso hoteli zaposliti. Upam, da si ti za to poskrbel, ker ti želim povedati in na dušico poudariti, da ko enkrat prideš v leta in ko pride vse tisto, kar z leti sledi, ni fajn. Ni fajn, če nimaš neke zaslombe zadaj. Vse starosti ne bom dočakal, po mojem. Boš. Misliš? Ne mi zdaj to govori. Jaz hočem mlad umret. Ne vas zdaj šlogala. To niso Denjeve zvezde. Ok. To je isto Gartner šlo. Pusti karte, ok, pusti podcast, isto kar Gartner. Pusti karte not. Ja. In to ti hočem reči, jaz bi bil že zdavnej v penziji, če ne bi bil prisiljen sprejeti takrat avtorskih pogodb,
In konkretno na vseh televizijah, kjer sem se pojavljal, niso hoteli nič drugega slišati o nobeni zaposlitvi, samo avtorske pogodbe ali pa če imaš pač SP. In tukaj noter so bile, jaz sem pa imel svoje podjetje, ampak sem ga prepozno sem ga v tem smislu odprl. Se veš, ko si mlad razmišljaš, bom že, ko bom, pa dokler bom, ampak vse hudimana je pa včasih dobro malo pomisliti, zato jaz tam mladim zdaj govorim vsak dan tam, ko pridejo k meni, lejte, morate razmišljati, ko boste enkrat prišli v leta, ne boste mogli in zmogli vsega, boste rabili tudi imeti neke rezerve, da boste lahko funkcionirali. Če ste brez, bo hudo. No, pa če še malo skočimo čist nazaj, v tvoje otroštvo, ti si kaj tu v Celju, ki si ti rodil, v Trbovljah? Jaz sem rojen v Kranju. V Kranju? Kako naj tebe za Celjana v glavi? Zato, ker sem nekaj časa... Hodil v šolo si hodil sem? Ne. Nekaj časa, preden sem emigriral v Švico, a to je dolga zgodba, predolga, ampak sem se prišel sem skrit. Skrit? Ja, ker so me hoteli, to je bil ta 4. poizkus pospravljanja. Veš, to pa nima veze z Matildo, ampak bi pa oni Matildo uprizorili že prej. Ja, pa kako to misliš? Zaradi tega zaradi narave mojega dela. Pa kdaj je bilo to? To je bilo pa leta tam 92. So te hoteli že... je bilo težav veliko s temi mojimi prerogbami. Pač povedal sem tisto, kar sem videl, da bo, tako je pol bilo čez leta, samo da hteli. Pa kdo politika te hotela? Pustva te stvari, zdaj dosti bolj mirno živim. Pa si kaj v Celju živel? Jaz sem se skril v Celju, pa sem bil itak migriral v Švico. In sem bil gor nekaj časa, pa sem pa še nazaj pa funkcioniral. Sem poskrbel za to, da so me primer pustili. Koliko let si pa bil v Švici? Drugačko, prav živel gor sem kakšno leto, ampak drugač pa skos, non-stop. To bo moj drugi dom. Ženeva. Švica. Ženeva. Pa kaj si delal tam? Svetoval. A tudi? Pa sem bil na festivalih, Ja, to pa si rekel, No, pa otroštvo se pravi Kranj, je pa tvoja osnovna ta občina, bom rekel. Moja osnovna občina je Škofja Loka. Škofja Loka, Plestenjakova občina. Plestenjakova, moja je bila pa v bistvu zdaj že občina, Železniki. Jaz sem bil doma tam gor iz tistega konca. In lepi kraji, tam imaš na eno stran Porezen, potem imaš gor Titovec, potem imaš Črnoprst, skratka Blegoš, ogromno lepih planin, hribov, ogromno lepe narave, ogromno prijaznih ljudi, se najde tudi kakšen, ki ni, ampak večina pa fajn. Kaj, starše še imaš? Ja. Si v stikih? Smo. Koliko to oba še imaš živa? Ja. No, kako so pa starši gledali na to tvoje pot poslanstva? Veš, kako je. Že kot mulci verjetno mogo nekaj imeti. Nisem jih nikoli vprašal. Nisi jih nikoli vprašal? Ne. Tako kot te poslušam, nekako nisi najbolj... Te teme se bo raje. Se boš, se mi je zdelo. Ker ni lepa. Ker ni lepa, ker je žalostna. Ampak tako pač je, enostavno v življenju imaš določene stvari, imaš določenih stvari, pač nimaš. Namenjeno je tako, da je to. In pa se pač posvetiš bolj tistim stvarim, ki morajo biti. Mogoče se še pa kaj spremeni? Rečemo, da. Ta drugih 100 let bo sigurno super. Kaj pa brate, sestre, imaš kaj? Ja, kar nekaj. Koliko? Vseh skupaj nas je 7. 7? Ja. Denjev? Tako. Ja, pa to z njimi poštike? Seveda, se imam z vsemi stike, ampak je pač tako, veš, iskren ti bom povedal. Ko sem bil jaz v medijih, družine nisem želel izpostavljati. Sej si lahko misliš, zakaj? To je pametno. Ker družina nima s tem nič. Oni nimajo s tem absolutno nič. In je pa tako, človeška hudobija pa nima meja. In zakaj bi oni plačevali ceno tega, kar sem jaz? Ne rabijo. Oni imajo svoje življenja, imajo svoje poti, jaz jih podpiram pri čisto vsem, kar počnejo, imam jih neizmerno rad, čisto vse, kompletno svojo družino, pa nima jih pa zdaj že tudi seveda sem stric na školikokrat, ampak dejansko je velika družina, ampak lej, v tem segmentu sem pa pač sam. Nikoli jih nisem izpostavljal in nikoli jih ne bom izpostavljal. In zato pač pravim, je žalostno. Če bi mi mogoče imeli kakšne drugačne pogoje v življenju, bi z veseljem
da pridemo skupaj, da se pokažemo tam pred kamero, povemo vsak kaj tako, kakorkoli že pač. Ampak glede na to, da pa ne želim, da imajo pa oni zaradi mene kakršnekoli težave, kar še vedno niso izključene, se vidiš, kam tole gre, potem pa ne bo tako, kot je. Okay. Kaj pa ti je žal morda, da nimaš otrok? Da boš kaj pustil na tem področju? To je bilo z namenom. Ne, nisem narejen za reprodukcijo. Nisi narejen. Tle se bo ustavljal. Poslednji Daniel Schmidt, pa nikogar več. Tako. Poslednji zamoraj. Poslednji mohikanec. Ja. No, pa kaj pa ta tvoj vzdevk, to si kaj, plos planiral ga, ta Daniel Schmidt Denik. Denik je moje drugo ime. Ja. Kaj, dvojni ne je bil? Dvojni ne je bil, ali no? D-A-N-N-Y. D-A-N-N-Y. Ja. To imaš uradno prav napisano. Uradno, seveda, ta dokumentu. Ja. Kak je s to slavo, da mi reči? Ja, veš kako. Kak je s to slavo? Veš, kako, ta Deni, to je blagovna znamka, to moramo videti. Ja, to vem zdaj, ampak veš kako je s tem. Jaz sem na to vedno gledal kot na svoje delo, nikoli nisem šel, ne vem, nisem si nekih anket delal, nisem nekih, ne vem, vlekel si ven, ne vem kaj, niti spravljal si nisem teh svojih člankov, pa bi se jih lahko. Nimam veliko. Imam televizijskega arhiva zelo veliko. Računa tega imam preko 800 ur teh intervjujev, ampak tako kot si že na začetku povedal, ne govorimo o šlogariji, mi govorimo o intervjujih, o pogovorih. Tako, kot se zdaj midva pogovarjava, ko sem se jaz takrat pogovarjal z vami. In to so bile pač te stvari, ki so na nek način še vedno ostale. Delčki tega so ogromno izbrisali. Nimaš v bistvu niti ti. Televizija je izbrisala, niti jaz nimam. Ja. Zanimo to, kar imaš ti, arhiv, ki si ga podelil gor na omrežju, tega jaz nimam. Meni so takrat v letu 2005 so se zbrisalo. Vem, da je bil intervju z Otom Pestnerjem, tak lep intervju, to je bilo zbrisano. To je škoda, ne? Ja, potem je bila tale gospa igralka, ki je igrala v Utonilo je sonce, pa tudi na svoji zemlji, pa to so vse, to so zbrisali. Pač rabili so trakove, bomo rekli tako. Kaj pa te se spomniš, tudi najne skupne prijateljice, ki je mene za masko skrbela v tvoji vdaji? Manca maska? Ja, seveda. Kako ona o teple pogovori? Ja, se je krasna ženska, to je pa ne taka lepa energija. Mi včasih malo po Facebooku se kdaj spominjamo teh mojih gostovanj, in zelo lepo vedno o tebi govori, s takim, pa brez heca, s takim lepim spoštovanjem govori o tebi. Ja, to pa jaz isto v njej, saj ona je čudovita oseba, krasno energijo ima, je kot vizažist, mislim, da ne samo priznana, ampak tudi izredno usposobljena. Mislim, da je dvakrat mislim, da me namazala, ko sem prišel k tebi. Pa Rado Mule je skrbel za frizure. Rado Mule, ja. Zdaj ne vem, kam je malo se je zgleda, malo pauzo vzel, ampak drugače on v Dubaju je zdaj, ne? Ja, sam na družabnih omrežjih ne objavljam, že leto, dve ne objavljam. Se malo maknil, ne? Ja, se tale družabna omrežja so, kakor so fajn, so lahko tudi dvorezen meč, ljudje mislijo, da te noben ne spremlja. Sicer moram pa priznati, tole pa zdaj za vas, ki boste tole na spletu gledali. Hvala vam, ker spremljate in ste pametni ob vsem tem. Kaj želim povedati? To, da v bistvu ne komunicirate gor, ne klikate gor, ne pišete gor, ampak enostavno samo preberete tisto, kar napišem in to je to. Ker tako ne more noben težav imeti, veš. Moji sledilci so brihti. Jaz sem imel tega sicer tudi v preteklosti že zelo veliko, samo je bilo tako, da sem pa to umaknil, ker se ni odziva. Pa sem pa gotovo, da je odziv in to zelo veliko, samo pač tle gor pač moraš šerati, moraš to, moraš ono, da se kao vidi, ampak ni res. Tisti, ki te sledijo, ravno tako vidijo. Tudi če se ne javijo gor, ampak bistveno je, da slišijo, kaj povem. Javijo se pa ponovadi samo bedaki, ne? Ja, tam veliko krat, ne. Ja, to pa, veš, to ti bom pa povedal zeleno anekdoto s tem svojim ravnanjem. Težko se zadržijo. To je ravno tako, kot zadnjič ena gospa sred belega dneva, ki je kar tam za kioskam mi počepnila pa naredila kupček. Kao, strala se je. Tako je. Sredi belega na tebe. Ne, zadaj za kioskam ni zdržala, veš, to so ti komentarji. Ampak tam je bilo več efekta, kolikor pa denimo od teh komentarjev, ker, veš, tam je bila mladina, otroci so to mogli videti in pa to še vohati. Veš, katastrofa. Prije za manj, no.
Tako je isto. Se pravi, to je dejansko povzetek komentiranja na družbenih mrežah. Več efekta je ta gospa naredila, kot ta kupček tam naredila. Kakor pa Gunika tam gor komentirajo, ker itak v končni vazi se točno ve, zakaj to delajo. Naročeno pač, oziroma lej, tako je. Ampak to je bilo 20 let nazaj, je bila to res orang stvar. Si ti tam nekaj pokomentiral ali pa z lažnega računa šel nekaj pokomentirati. Fuk si mislil, to je pa res. Niso ljudje toliko iz naivnega foha, ljudje so brihtni, točno vejo. Te je v vseh teh letih kaj prizadelo? Veliko stvari. Recimo, ko je bilo v tebi morda kaj napisano, pa si vedel, pizda, da ni res, pa si mislil, pa porka Madonna. To pa ne, ker vse, kar ni bilo res, me ni prizadelo. Kaj pa te je prizadelo? To pa nam povedal, ker bojo potem še vedno na to šli. Ker veš, če bom jaz povedal, kaj bi mene prizadelo, to je tako, da jaz rečem nekomu, lej, dam ti tole puško. Pa jo mej, zaupam ti, vem, da bo šlo. Ampak tle me ne smeš ustreliti, ker če me boš semle ustrelil, bom jaz trpel, ne bom umrl, bom trpel. No in kaj bo ta človek naredil, da je rekel, me bo butno, ne? To je to. In zaradi tega se jaz izogibam teh stvari, veš. Veš, kaj me prizadene? Kaj me pa res prizadene? To, da so ljudje tako rahlo, bova rekla tako, neobčutljivi do ljudi, ki so na robu, do tistih, ki si sami ne morejo pomagati, do takih, ki imajo težave, pa niso sami krivi za te težave. Empatije manjka. Tako. Čeprav, veš, tudi tukaj noter javno mnenje je eno, realnost je pa nekaj drugega. Poglej gospoda Avdića. On ima svojo oddajo tam na radiju, pa naredijo, se trudijo za ljudi, naberajo te donacije. Poglej, kako se ljudje odzovejo. Torej, tudi tukaj noter večina ljudi zelo v redu, imajo čut. Pol je pa tukaj rečva par 100 takšnih, ampak to od 2 milijonov, par 100 takšnih, ki skrbijo za sliko javnega mnenja, javne podobe in teh javnih komentarjev. Ampak to ni cela država, to ni 2 milijona ljudi, govorimo par 100 ljudeh. No, to je fajn, da si izpostavil, ker tudi jaz rečem parkrat, da to, kar je na Facebooku, to je 5% vsega, še morda to ne, ampak veš, problem pa je, če ti dobiš teh 200 trolov, pa ti imaš idejo, čakaj, pa to res, ne? Če noben drug se pa korbarija ne oglas, ne? In to delajo. Ampak ti moraš pa tu pomisliti, tako si rekel ti, to je za vse tiste, ki ste v medijih, pa ki delate karkoli, pa tudi za navadne ljudi, poslušajte, kaj je rekel, ker je dobro rekel, da tudi če se 200 kretenov, bom rekel, oglasi spodaj, v Sloveniji je 2 milijona ljudi. Se ti ne veš, kaj mislijo vsi tisti ostali. Zakaj so hudiča tiho? Zakaj ne napišejo kaj od spod? Zato, ker so pametni in ne želijo sebi škodovati. Hvala Bogu, da ne komentirate, pa da se ne vtikate v to. Ker to je v bistvu teli ljudje. Samo poglej, kdo komentira. To so skrita imena, to so lažni računi, to so ljudje, ki so denimo iz kakšne druge pozicije naročeni, da grejo, da te stigmatizirajo. Pa ne, tukaj ne govorim samo o sebi. Nasplošno. Govorimo o vseh, tudi o tebi, vseh, ker pač imajo tako kaguna, ker pač ni mogla zdržati, takih pač je kupček naredila tam za trafiko, ampak to nima efekta, ker nismo 20 let nazaj, v bistvu 20 let naprej zdaj že. In ljudje pač vedo, da to ne gre več tako. No, to je fajn, to je upam, da si bo to ljudje zapomnilo. Dani, te vprašam to, kar vprašam večino svojih gostov, kdaj si nazadnje jokal in zakaj? Včeraj. Ko si izvedel, da moraš sem prijeti? Ne. Zvedel sem v bistvu, kako se bori ena moja prijateljica, ki je v zadnjem stadiju raka. Pa tukaj so še otroci zadaj. Ne vem, no. Se pa veliko ti jokaš? Ja. Kaj te? To je sestavni del čustev. Kaj te gane? Vse, kar se ne da popraviti. To te gane. Jok je v redu v bistvu, ne? Ja, to je čestilo duše. Tako se pač nekaj, mislim, vse jaz se tako spucam. A veš, so stvari, na katere nimaš vpliva, ne moreš nič narediti. Tako pač je, tako bo.
Bog pomagaj, ni druge. Jaz to velikokrat rečem, a veš, pa ki je umrla, a veš, ko umirajo prijatelji, zvezdniki slovenski, a ne. Pa ne bom, ker ni kako se reče temu, ne bi bilo prav, da to povem zdaj, za koga se gre. Ampak vem, ko je ena oseba poklicala me, če lahko povem, kaj bo, pa to se je šlo za mojo, meni zelo drago osebo. Ko sem vedel, pa bo, pa sem sam rekel, se ta oseba ve, koga mu govorim. Na Brezje, pej tam. Samo tam. Če bo, karkoli bo, samo tam. Veš, ker tudi ne moreš. To je sranje, veš. Ja, vem. Še posebej, če mladega človeka recimo tudi prizadene, ali pa če nekoga, ki ga imaš. Otročki zadaj. Nekoga, ki ga imaš res rad. To je jebajo. Ne, a veš. Pa kaj pa s tem Bogom, no, tvojim, da to dopušča, ali kak ne reče? Ja, tako mora biti. Bog naloži breme samo tistim, za katere ve, da ga bodo zmogli. Pa zakaj? Taka je narava. Taka je narava. Pa to se ne da spremeniti. Ne. Pa je fair to? Premalo časa smo tukaj. Pa je to fair? Ja, fair ali ne, tako mora biti. Vsi smo tukaj, vsi smo del narave in narava nas pelje po svoji poti. Mi lahko mislimo, da bomo stvari spremenjali, ne bomo jih. Mi bomo točno tako mogli narediti, kako bo narava od nas hotela. Pa nam je to všeč ali nam to ni všeč, pa ne glede na to, kakšno bo mnenje javno, mnenje tako ali pa drugačno. Mi pač smo tukaj orodje, ki ga ima narava za svoj doseg. Takšen, kakšen, to je pa samo njej jasno, ali pa Bogu, ali pa kamor, tisti višji sili, ki je nad nami. Deni, s čim se pa zdaj, bom rekel, ukvarjaš, poleg tega, kar si rekel, te kiosk, pa to, kaj počneš zdaj, kakšne hobije imaš, kaj te sproščanje, gledaš filme, poslušaš muziko, kuhaš, kaj vem, tamle smo ti hodili z Moniko, kako hrano prepraviti, pa si rekel, ne smem to, ne smem ono, ne smem tretje. Kje smo tu, kaj? Ne, samo da imam napako narave, še vse tisto, kar bi mi bilo dobro za pojesti, ne smem več. Pa kaj te jebe, pritisk ali kaj? Ja, veliko diagnoz imam, veliko. Ampak je tako, navadiš se s tem živeti. Navadiš. Pač veš, tega ne smem, ker če bom to pojedel, bo oštala. Ja. In tega pač ne. In pač gre, človek se vsega navadi. To je tako kot v šoli, ker se moraš vsega naučiti, da poznaš, pa znaš pa gre, a ne. Tudi kakšna stvar, ki se moraš naučiti, pa ti ne paše, ampak pač tako je. In tudi, da bi bil jaz, rečemo, hvala Bogu, lahko sem srečen, da bi bil jaz zdaj star 20 let s temi diagnozami, ja, pa bi bil pa upravičeno lahko nesrečen. Ja. Tako pa pri 60-ih, gremo dalje. A veš, in tudi, če me že vprašaš, če se ukvarjam, še vedno sem na telefonih, ali pa se tudi vidimo na kakšni kavi, z ljudmi, ki so mi neizmerno blizu, ko delimo podobne misli, ki mogoče rešujemo kakšne take stvari, ki niso ravno najbolj hitro rešljive, a veš, tudi s takimi, ki jih zanimajo mejne vede, skratka vse to. Ampak zdaj trenutno je pa tole padlo noter. Ja, politika. Pavel me je povabil, jaz sem se odzval. Treba se iz ljudi zauzeti. Ok, mislim, ja, sej. Če si začutil to, vsi bo, jaz če bi imel srečo, ampak večina bo enkrat v penzionu. Ja. In takrat je usoda zapečatena, točno se še ve, kjer je naslednja stopnica. In takrat ti ne moreš nič več delati, nič več ustvarjati, nič več balansirati. Takrat je tako, kot je v zakonu. In te zakone je treba nekako tako zrihtati, da bodo bolj prijazni do ljudi. Samo to. Ne, da bo vse na zunaj krasno izgledalo, pa vse bo fajn bilo, gunike pa te zakone pišejo, pa skrbijo predvsem in samo za sebe, ne pa tudi za večino tistih, ki pa si bi mogoče to nekako potrebovali. Linijo imaš svojo še 090? Ne, nikoli jih nisem maral. Ja. Bile so pač nujno zlo, ampak to televizijsko, se na kanalu ni bila moja številka. To je bila številka kanala A. Privat zdaj nimaš kaj, da bi te poklical, da bi kaj zaslužil. Ja, prosim te, nočem tega. Nočeš to preklet denar. Raje vidim, če že na tem, da mi kdo kakšno jabolko prinese, to pač lahko jem. Ja, pa Coca-Cola Zero, ki jo imaš tole. Tako to obožujem. Pa zdaj je še nekaj novega, kar ima mladina strašno rada, ampak to ne smem. Pa ne. Zakaj ne smeš? Tako leva rekla. Ja.
ali je Pablo ali je pa Kila. No, to je to, eto. okej. Mladina ve, o čem govorim, a ne? Okay, dobro, Tako. dobro. Ja. Ja. Filme gledaš, kaj, knjige bereš? Kaj? Ne, tle si pa ti ekspert, včasih kakšno tvojo recenzijo preberem. Dober si v tem, pišu. Jaz sem velikokrat razmišljal, odkje je ti to, ampak ja, normalno, to je tvoje poslanstvo. Da ti to vidiš, kaj je tam zadaj, da ti to vidiš na kakšen način to, da spremljaš to, da ti je jasno bistvo, pa tudi kaj je zrežirano, pa kaj je realno. A veš, da so ti kritike, da je to, da te recenzije, da to ima, a veš, da je to res užitek za prebrati. Drugače pa ja, veš, moj najljubši film je še vedno ostaja tale od moje najljubše igralke, Kathy Bates. Ja, Kjer? Dolores Claiborne. Vrhunsko. To si en redkih, veš, ki ta film izpostavlja in pozna. Dolores Claiborne, Ja. če se spomniš na koncu, tam na sodišču, kaj je bilo, ko je tiho, ne? Ja. Ko ne rabi nič govoriti, Ne. ko igra samo z mimiko. Ne? Ja, vse. Vrhunsko. In ona je taka igralka in zdaj je v Medloku. Ja. Žal mi tega ne vidimo še tle, ampak jaz upam, da bom imel priložnost, da si bom to lahko ogledal. Ja, ker to pa res zelo težko čakam. Res to pa res zelo težko čakam. In kako je ona šla čez tele Stephen Kingove, čez vse te, a ne, že tam pri Mizeri, pa potem naprej, a ne, kako je to ona Pa tudi odigrala. Bolana je vmes, mislim, da bila. Pa kako skušala si videti, Ja, kako pa zelo Bolana je bila. nerazpoznavna. Ja. Kathy Drugače pa, Bates, ja, Kathy Bates. Drugače legende pa odhajajo, a ne. Ja, če dalje več igre. Ja. Zdaj je spet ena šla, glih kar v teh dneh. Tako da, lej, to je naš ta čas, ki ga imamo tukaj. Ja. Tako, kot je pokojna kraljica, ko sem jo še vedno neizmerno rad sem jo spremljal, izredno podobno je bilo, ko ni bilo več, ki je rekla, pač mi smo samo popotniki v tem času tukaj, a ne, še par stvari, potem gremo domov. Deni, če ob koncu morda zamenjava vlogi, ne, pa ti vseeno dam šanso, da po vseh teh letih ti mene vprašaš 3 vprašanja. Aha, Kaj bi naredil? kaj bi Izvoli. te vprašal? Izvoli. Dragi Iztok, Pa smo tam, ja, no, kar povej, ja. mene pa zanima, ob vsem tem delu, ki ga imaš in ob vsem temu, kar počneš, vem, da si se našel noter, ampak a je bilo spoznanje, da je to res to? Mislim, veš, jaz, če sem iskren, nikoli nisem razmišljal na tak način o življenju in o sebi, ali je nekaj to, ni to. Jaz sem go with the flow, ne. Aha, Se pravi, živim, ne, iz danes na jutri, če rečem tako. Vem, kaj si želim, ne, vem, da me to osrečuje, vem, da sem človek za mikrofone, za kamere in nisem pa nikoli razmišljal zdaj, ali je to, ne, je to nekaj, za kar sem jaz sem poslan ali karkoli, ne. Ne razmišljam na tak način. Enostavno počnem, kar me veseli, kar me osrečuje, česa na vse zadnje živim že ogromno let, ne, in to je vse, kar ti lahko rečem, ne. Ne morem reči, a veš, da je pa to, ne. Je ali ni, ali bi mogel kaj druga početi, jaz ne vem, ne? Ampak očitno že ne, če to počnem že let. No. pa je bilo to tisto tako, kot si ti zamišljal, da bi lahko bilo, ali si bil kdaj zelo presenečen nad kakšno stvarjo? Ja, to pa je dejansko res, kar sem v bistvu bil malo jezen vedno, ne? Da so mnogi okoli mene, za katere lahko mirne duše trdim, da so 100-krat slabši kot jaz, preko vrste skakali. Ne? To mi je šlo vedno na kurac pri nas. Ne? Skakanje preko vrste. Ne? In če smo vsi v istem zosu, dajte se vsi postaviti v vrsto tako, kot se zagre. Ne mi ti preskakovati vrst, samo zato, ko nekoga poznaš, ko imaš nekega fajnega strica, ko imaš mogoče nekega fajnega botra, kar jaz pač nisem nikoli imel. Ne? Tudi v rit ne znam lest, pa bi morda kdaj to bilo dobro, ampak očitno se vse skozi leta postavi nekako na svoje mesto in mnogi ti, ki so bili neki zvezdniki v nekem obdobju, danes jih ni nikjer več. Ne? So šli v kurac, so se zapili, so se zadrugirali, so odnehali, so obupali, ni jih več ljudi maralo, jaz pa sem še vedno tukaj. Ne? Se pravi, očitno je to, da si vztrajen, ne? To jaz polagam na srce vedno mladim ljudem, vztrajnost. Ne? Takrat sem bil jezen na tiste, ki so skakali prek vrste. Danes pa na vse zadnje nisem več. Ne? Mislim, ti skači, bo že tudi
skočil na robe, kdaj ne. In ti reality zvezdniki zadnjih let, ki je to tako popularno, vse so 14 dni so aktualni, pa niso več. Ne. A veš, ne. Ker dejansko ne znajo nič drugega kot to, da so bili pred kamero. In morda ne, sem si želel prej vse to doseči, kar sem potem dosegel. Ta čakalna doba je bila dolga pri meni. Ne. Tu sem čakal morda predolgo, no, zdaj sem star 51 let, ne. In še vedno se mi dogaja, ne. Še vedno nisem rekel še zadnje besede, ne. Še vedno nekaj prihaja, pa že mislim, da je to, pa še vedno spet nekaj pride. Ne. Ni še konec, ne. Očitno me še čaka, sploh ne vem še kaj, da moram še očitno res nekaj let zdržati, ampak no, če potegnem črto nad tem vprašanjem, ne, to je edino morda, no, da je predolgo trajal ta uvodni čas, pa ne vem zakaj. Ne. Eni so veliko prej usekali. Tu ne vem, ali sem tu jaz kaj narobe delal, ali je moral tako biti, ali nisem bil še zrel dovolj, ne vem. Ja, pa jih je kjer več ni. No, zdaj pa še tretja stvar. Izvoli. Najprej hvala lepa, ker si mi dal to priložnost, da smo lahko po tolikih letih spet pred kamero podebatirala, sicer v različnih vlogah, zdaj obrnjenih. Ja, končno. Ampak, ker si mi pa dal pa možnost za 3 stvari, bi pa rekel, tako kot sem vedno rekel, a ne. Ena tvoja misel, en lep stavek za vse, ki naj zdaj le spremljajo. Da smo najdo, ne. Takrat so, kaj sem rekel v tvoji oddaji? Živeti čim dlje. to sem takrat rekel, ne. Zdaj bi pa rekel takole morda, no, kar se mi zdi zelo pomembno v teh čudnih časih, ne. Bodite iskreni do samega sebe. Ne. To je tisto, kar v teh časih šteje. Ker če ti ne boš iskren do samega sebe, ne boš mogel biti iskren do drugih, ne. Zdaj pa, kaj to pomeni? Ne? Tudi če si ti človek, ki nisi humorist, ki nisi, da se boš ven metal, ki nisi playboy, ki nisi frajer, s tem ni nič narobe. Bodi to, kar si. Ne? Ker če boš blefiral, boš nesrečen, boš mogel skozi igrati, skozi boš mogel pretvarjati. Ne? To ni dobro, to na dolgi rok ni dobro. In ljudje, ki so ob tebi, zakaj bi se njim pretvarjal? Ne? Svoji punci, svoji ženi, svojim prijateljem, svojim staršem. Bodi to, kar si, pa ni važno, kakšen si. Ne? Saj nismo vsi enaki. Ne? Eni smo takšni, drugi smo takšni. Bodite iskreni do samega sebe, kajti edino to je prava pot do sreče in zadovoljstva. Videl sem pameten. Tako je. Sem te presenetil, da sem tako pameten? Ne? Okay. Okay. Deni, morda zadnje vprašanje, pa predzadnje, zakaj si pravzaprav se odzval mojemu vabilu, ker vem, da nisi glih ljubitelj intervjujev, podcastov, česarkoli, pa tudi ni te zadnje čase v medijih tako veliko bilo. Kaj te je gnalo, si mi rekel ja? Če se spomniš, ko sva se na zadnje po Facebooku menila, ko sem ti rekel, mogoče v jeseni. Ja, točno. Ja. Zdaj je sicer ok. Ampak fora je bila v tem, da sem ti tudi povedal, da nočem, ne želim, nimam ne vem, neke želje po izpostavljanju oziroma razlaganju, ker mislim, da sem že v življenju vse tisto, kar je bistveno povedal, če pa ne drugega, pa dal gor na svoje socialna omrežja. Tisto, kar mislim, na način, kot razmišljam. K tebi sem pa z veseljem šel. Zaradi tega, ker prvič spomnil si me na čase 20 let nazaj, kva se je takrat dogajalo, kako je takrat bilo v tistem našem takratnem življenju. Zdaj spremljam te, spremljam tvoje objave, gledam, kva delaš in vidim, da se nisi pustil. Kljub vsemu, koliko so tudi tebi probali kamnov gor na hrbet dati, se nisi pustil, šel si po svoji poti, verjel si vase, zaupal si sebi in to te je pripeljalo do tega trenutka in te boš pripeljalo še naprej, še višje gor. In zaradi tega sem se z veseljem odzval, ker mi je v čast, da sem se lahko, da sem bil povabljen, da sem imel to priložnost. In eto, nastal je tale pogovor, ko mislim, da si me zelo dobro vprašal stvari, ker zato sem ti tudi toliko stvari povedal. In tvoj zaključni stavek, dragi moj prijatelj, po katerem se te bomo spominjali še vrsto let, je kaj? Če že morate razmišljati, razmišljajte pozitivno. Če ne morate razmišljati pozitivno, raje tisti trenutek, nič ne razmišljajte. In včasih je bolje manj vedeti kot preveč. In kdor ve veliko, manj verjame,
kdor pa manj ve, pa več verjame. Jaz vam edino to želim, da je vaša usoda vnaprej takšna, kot si želite, da bi bila. Ne bom več dodal. Ne? Dame in gospodje, to je bil nadlegendarni, ne? To besedo bomo uporabili. Velikokrat se jo uporabi kar tako, tja v en dan, ne? Tukaj pa jo lahko uporabim. Ne? Daniel Schmidt Danny, ne? Moj veliki prijatelj, na kar sem skozi leta in leta zelo ponosen, ne? In bom še vedno ostal ponosen, pa ne zato, ko si zdaj prišel, ne? Ampak zato, ker je tako mora biti. Ne? In kot sem že povedal, malokrat se lahko takole v živo zahvalimo ljudem, ki so tako ali drugače botrovali naši življenjski poti, ker da ne bi njega bilo, bi verjetno jaz še dlje čakal na svoje dosežke kot sem. Ne? Tako da hvala ti še enkrat za ta gostovanje, ki sem jaz takrat pri tebi lahko imel. Upam, da ste uživali v tem pogovoru. To je zdaj veliki comeback. Ne? In gledajte, bom pa takole rekel, ne? Dajte ga voliti, dajte ga obkrožiti. Človek ve, kaj govori in ni vrag, da ne bo res kaj spremenjeno v tej naši državi, če bo dobil to možnost in to opcijo. Ne? Hvala lepa. Definitivno, če me bojo postavili kaj, se bom trudil. Mislim, to je to, ne? Ja. Uživaj. Enako hvala. Se vidimo, držite se. Evo ga, to je to. A sva bila dolga?